Po seji sveta za študentska vprašanja sta izjavi za medije podala minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik in pa gospod Rok Primožič, ki je namestnik predsednice Študentske organizacije Slovenije. Izvolite, gospod Svetlik. Lep dober dan. Torej, danes je bila osrednja točka razprave na svetu nov zakon o štipendiranju. Ta zakon je zdaj pripravljen do stopnje, ko bo šel medresorsko usklajevanje, in današnja obravnava na svetu je seveda tudi del usklajevanja, ki je bilo sicer opravljeno na prvi delovni skupini, v kateri so vse skozi in konstruktivno sodelovali tudi predstavniki študentov. Ta zakon bo opredeljeval, kot vemo, na nov način štipendijsko področje v Sloveniji, kjer gre za to, da imamo državne Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice, potem pa še štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ad futura štipendije in pa kadrovske štipendije. Vse te štipendije se praviloma lahko dopolnjujejo, nadgrajujejo, tako da imamo zdaj nov sistem, kjer ne gre za to, da so štipendije ena ob drugi, ampak da se lahko dopolnjujejo, odvisno od tega, pod katerimi pogoji kdo do nje pride. Torej, ta dogovarjanje je pripeljalo do faze, ko imamo v glavnem vsa vprašanja zaprta, je pa seveda ostalo nekaj odprtih vprašanj, o katerih smo danes tudi razpravljali. Tako smo dobili še pripombe strani študentske organizacije in študentskih svetov, predvsem kar zadeva vprašanje ukinjanja državne štipendije za mlade pod 18 leti in kar zadeva Zoisove štipendije v dveh točkah, ko gre za to, da jih odtegujemo tistim, ki študirajo na tretji bolonjski stopnji, to se pravi, gre za doktorski študij, in pa da zaostrujemo pogoje za dostop do štipendij. Vse to je bilo izpostavljeno strani študentske organizacije, mi pa smo seveda z naše strani tudi navedli argumente, zakaj takšne rešitve vidimo. Jaz bi še to poudaril, da se ta razprava vodi in se mora voditi v kontekstu dejstva, da smo v zadnjih 2 letih, čeprav imamo velike finančne težave na državni ravni, vendarle uspeli povečati število štipendij v celoti gledano za 12.000 okroglo, in da je seveda naša skrb poleg tega, da bomo štipendije ustrezno razdelili tistim, ki jih po posameznih kriterijih zares potrebujejo, ali so to socialne ali so to za nadarjene, da je naša skrb seveda tudi, kako bomo zagotavljali zadosti sredstev za to, da bodo štipendije lahko tudi podeljene. Toliko za uvod, mogoče pa potem še kaj, če bodo vprašanja. Gospod Primožič. Ja, usklajevanja glede tega zakona so bila že kar dolga, tudi ŠOS se je zelo aktivno vključeval v to in kar nekaj ur se je prebilo na različnih sestankih, kjer smo usklajevali različne stvari. Nažalost nam ni uspelo priti do soglasja pri vseh zadevah. Recimo, jasno ne nasprotujemo novim štipendijam, smo pa proti temu, da se te ukinjajo za 16.000 dijakov. Smo za to, da se poviša cenzusa, imamo še vedno nekaj vprašanj, ker je še odprtih nekaj stvari pri tem, kaj vse se bo uštevalo v cenzus, da nima vrednotenje nepremičnin, ki še ni popolnoma urejeno, malce, oziroma ne malce. Probleme imamo tudi pri tem, da se bo ta cenzus uštevalo tako študentsko delo, kot tudi malo delo, čeprav seveda bomo o tem še videli, ali bo malo delo vedeno ali ne. Prav največ problemov oziroma največ nesoglasij pa smo imeli pri zaostrovanju vstopnih pogojev za Zoisove štipendiste, kjer se v bistvu strinjamo, da ta sistem je treba prenoviti, in smo danes tudi ugotovili,
bo potrebno oziroma da bo vlada poskrbela za to, da bo imenovana skupina, ki bo pripravila spremembe te zakonodaje. Pač naše mnenje pa je, da bi tu morali pustiti sistem, kot je, in zadevo spremeniti celovito in se pač tega ne lotiti na način, kot je bil predlagan. To so bili nekje glavni poudarki, ki smo jih danes imeli. Seveda smo veseli, da bo več štipendij, nažalost pa pač ostajajo ta odprta vprašanja, ki pa tudi upam, da jih bomo v prihodnosti lahko rešili.